Mariborski srednji ekonomski šoli pa že več let v začetku leta z različnimi projekti obeležujejo spomin na holokaust. No, letos so se lotili posebne akcije. V spomin na žrtve želijo narediti 6 milijonov papirnatih ladic iz že uporabljenega papirja. Nekaj jih vidite tudi tukaj pred mano na mizi. No, sicer pa bodo s temi ladicami pomagali indijskim otrokom. Več o samem projektu z idejnim vodjom Borisom Krbonjom. Dobro jutro, Boris. No, z njim je prišla tudi Maša Plevnik, sicer dijakinja Srednje ekonomske šole v Mariboru, ki je zdaj tudi naredila kar tako mimogrede nekaj ladic. Kot rečeno, iz starega papirja izdelujete in ta star papir bo potem tudi odtehtan. Nekaj denarja bo prinesel, pomagalo se bo indijskim otrokom. Pa vendarle, da se vrnemo na sam začetek, kot rečeno, že nekaj let obeležujete holokaust na Srednji ekonomski šoli v Mariboru. Zakaj? Predvsem iz tega razloga, ker je to verjetno tista najbolj temna plat zgodovine človeštva. Tako kot je Sara Rizenštal v svojih spominih napisala, da je to v bistvu trenutek, ko je človeštvo padlo na najnižjo možno točko človečnosti. Zdi se mi, da ne gre toliko za to, da bi morali moji dijaki ali pa učenci poznati detajle te zgodbe, ampak predvsem to, da pravzaprav stvar holokaust ni preteklost, ampak je v bistvu naša sedanjost ali celo, kar je še huje, mogoče celo prihodnost. Maša, kako dijaki gledate na to dogajanje v prvi polovici 20. stoletja? Si znate predstavljati, kako naprimer je bilo vašim vrstnikom v tistem času? Konec koncev je med 6 milijoni žrtev tudi veliko otrok. Ja, znamo si predstavljati. Naš profesor nas je peljal v Auschwitz, kjer smo si vse tudi podrobno gledali. In ja, vse skupaj je zelo grozljivo, no. In mislim, da vsak, ki ima malo pameti, ve, da to ni najbolj primerno. In škoda, da se to dogajalo in da se še dogaja. In da se še mogoče tudi bo dogajalo. No. Kot je Maša že omenila, še vedno se dogajajo genocidi na našem planetu, praktično v tem času še vedno potekajo. Se tudi to vprašanje aktualizira, da ni samo vse usmerjeno na 6 milijonov žrtev holokausta med drugo svetovno vojno? Absolutno. To je v bistvu tudi smisel, ne samo govoriti o holokaustu, ampak seveda tudi tovrstne akcije, ki so pač letos slučajno prišle do te ideje. Ravno zato, da mogoče ustavimo oziroma poskušamo zadevo ustaviti. Zdaj, kot učitelj zgodovine se mi zdi zelo pomembno to, da ne izgubimo tega upanja, da mogoče pa vendarle bodo generacije za nami, ki pa se več s tem ne bodo rabile ukvarjati. 6 milijonov ladic ni lahka naloga izdelati, zato seveda pozivate vse, ki lahko pomagajo, pomagajo pa praktično lahko vsak med nami, ki ima doma star papir, naj se gre za pisarniški kataloge, časopise, revije. Kje je možno najti tudi navodila za izdelavo ladice za vse tiste, ki smo pozabili, kako se papirnata ladica izdela? Zdaj navodila ni domen problem dobiti na stric Google, vse pozna. To je prva varianta, druga varianta. Naši dijaki so naredili Facebook stran Seš ladice, kjer pravzaprav dobite vse informacije tudi o tem, kako priti v kontakt z dijaki ali pa z učitelji Srednje ekonomske šole. Vsakdo, ki ima res tistih, bomo rekli, 5 minut časa, kar ni veliko v 24 urah, se nam naj priključi. Odzivi so že, konec koncev kar nekaj kolektivov, pa upokojenci so pristopili k samemu projektu. Ja, v bistvu gre kar za eno medgeneracijsko povezavo. Od vrtcev, osnovnih šol, srednje šole. Tu bi recimo povedal, da smo dobili resnega konkurenta v prometni šoli, ki zelo pridno delajo ladice. Tudi recimo Psihiatrična klinika Ljubljana se je odzvala v okviru svoje delovne terapije, bodo ti ljudje, ki pač se zdravijo oziroma imajo težave, tudi izdelovali in že izdelujejo te ladice. Veliko posameznikov, celo javila se nam je kolegica zgodovinarka iz Azerbajdžana, Narmin Rebjovova, ki je z velikim veseljem bo zadevo peljala tudi tam, v Bakuju, in po pošti bomo tudi za Azerbajdžana dobili ladice. Ko bo 6 milijonov ladic narejenih, to je nekje pomladi naslednje leto, kakšna je pol njihova nadaljna pot oziroma čemu bodo dejansko prispevali? 21. marca oziroma 20. marca bomo začeli pozno popoldan z inštalacijo, se pravi postavljanje teh ladic. 21. marca bomo potem naredili krajši kulturni program, ki bo pravzaprav vez med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. Se pravi, šli bomo skozi
skozi Auschwitz do današnjega časa. Po predstavitvi bodo te ladjice pospravljene v kontejnerje, ki jih bomo dobili na pobudo dr. Romane Jordan Cizelj, evroposlanke, ki nam bo uredila te kontejnerje. Gre na tehtanje, spremenimo v denar in potem bo s pomočjo naše kolegice Andreja Lep zadeva seveda transportirana oziroma odpravljena do Mojce Gajenova v Indiji, v Pijali. In tam bo pomagala otrokom. Kot rečeno, majhen denar za naše razmere, pa ogromen za indijske, za dobrobit možnosti sploh za indijske otroke. Čim bolj uspešno, kot rečeno, vsi, ki bi radi pomagali, obrnite se na Srednjo ekonomsko šolo v Mariboru, tam boste dobili tudi vse potrebne informacije.